Spoštovane gledalke, dragi gledalci, ljubitelice in ljubitelji športa, dober večer in dobrodošli v še enem tretjem polčasu. Nocoj bomo predvsem rokometno obarvani, kajti v Avstriji, na Norveškem in na Švedskem se je včeraj začelo Evropsko rokometno prvenstvo. Na njem bo 11. v svoji zgodovini igrala tudi slovenska reprezentanca, na prvenstvu stare celine pa je prvič kar 24 reprezentanc. O tem, kaj lahko pričakujemo od naših fantov in kaj se bo na prvenstvu dogajalo nasploh, pa bomo v središču klepetali z nekdanjima selektorjema slovenske izbrane vrste, Tonetom Tisljem in Slavkom Ivezičem. V 13. krogu košarkarskega državnega prvenstva so košarkarji Rogaške na gostovanju v Šenčurju izgubili s kar 29 točkami razlike. Po četrtek je na svojem igrišču z 8 točkami razlike klonil proti Heliosu. V lokalnem derbiju v Hruševcu pa je Šentjur s 83-50 premagal moštvo Zlatoroga. V obračunu Šentjurčanov in Laščanov, šlo je za sosedski obračun, so bili torej veliko boljši gostitelji. Leti so iz četrtine v četrtino večali svojo prednost ter na koncu več kot zasluženo prepričljivo zmagali. To je bila zelo pomembna zmaga Šentjurčanov proti Laščanom, kateri so sicer dobili prvi letošnji medsebojni obračun v laški dvorani Tri lilije. Takrat za 13 točk, zdaj so Šentjurčani slavili s precej višjo prednostjo. Čestitev bi svojim fantom, nekako so držali navodil. Tekmo smo dobili sicer z visoko razliko, vendar pot do te zmage ni bila lahka. Vseeno so Laščani trd nasprotnik in mislim, da smo nocoj garali v obrambi od prve do zadnje minute in z obrambo si prigrali to zasluženo zmago. Vse je bilo mehko, brez pravega srca in kaj ne rečem, niso se držali ničesar, niti borili se niso, kaj je razlog temu, da so bili danes tako mehki, ne vem. Tokrat je bila slaba predvsem obramba Laščanov. Sigurno, že takoj na začetku vidi se, nismo v dveh četrtinah, nismo izpolnili bonusa, kar je odraz tega, da enostavno danes nismo prišli sem se boriti tako, kot je treba in poraz je povsem zaslužen. Za stanje na lestvici je bila zmaga za Šentjurčane še kako dobrodošla. V bistvu je za nas vsaka zmaga pomembna. Do konca bomo odigrali vsako tekmo na zmago, ne glede kdo je nasprotnik, na koncu videli, kaj bo to prineslo. Treba se zapreti v dvorano, delati na 120% in se pripraviti na naslednjo tekmo. Zdaj tako eni kot drugi usmerjajo misli k nadaljevanju sezone. Pred Šentjurčani je obračun z Rogaško, medtem ko so Laščani v prihodnjem krogu prosti. Rogaška zopet še en derbi, kateri je Rogaška absolutni favorit, vendar mi ne potujemo v Rogaško z belo zastavo, imamo te dni časa, da se dobro pripravimo na nasprotnika, potem pa seveda zopet izredno važna tekma za nas, zopet derbi z dna lestvice proti Podčetrtku. Mi sigurno zdaj potrebujemo svoj čas, da se igramo in da spravimo ekipo v red, ampak še enkrat, lahko mi delamo red, če igralci nimajo srca in pravega pristopa, tudi red ne pomaga. Kot vsaj zaenkrat kaže lestvica, se bosta za obstanek udarila Zlatorog in Terme Olimia. Takole, drage gledalke, spoštovani gledalci, smo že v srednjem delu nocojšnjega tretjega polčasa. Rokometno bomo obarvani, jasno, kajti včeraj se je v treh državah, v Avstriji, na Norveškem in na Švedskem, začelo Evropsko prvenstvo v rokometu. Prvič 24 izbranimi vrstami, torej 24 reprezentancami, med njimi 11. na Evropskem prvenstvu tudi Slovenija. O tem, kaj se bo oziroma kaj naj bi se v naslednjih
naslednjih dneh in tednih dogajalo na tem prvenstvu, pa z dvema bivšima selektorjema slovenske reprezentance. Tone Tisel, ki je prvi selektor Slovenije, v 2 mandatih jo je vodil, tudi osvojil kolajno na domačem prvenstvu leta 2004, in pa Slavko Ivezič, tudi v 2 mandatih selektor članske reprezentance, pa seveda dolgoletni selektor mlajših izbranih vrst, s katerim je osvojil tudi kopico medalj na največjih tekmovanjih. Torej, včeraj se je vse skupaj začelo, preden se posvetimo zdaj že samemu prvenstvu, pa vendarle mogoče najprej skok v zgodovino. Tone, vi ste torej bili prvi selektor reprezentance, jo vodili na Evropskem prvenstvu leta 1994, ko smo bili 10., pa na Sredozemskih igrah leta 1993, ko smo osvojili bronasto medaljo, pa potem v drugem mandatu 2004 srebrno odličje doma in olimpijske igre 2004 11. mesto. Mogoče vaš pogled na takratno obdobje na kratko in kako se je potem ta slovenski rokomet od tiste osamosvojitve razvijal vse do danes, ko lahko rečemo, da sodimo v tisti širši krog najboljših evropskih reprezentanc. Ja, najprej lep pozdrav vsem gledalcem. Ja, to so bili res zanimivi časi. Jaz moram reči, da sem zelo ponosen, da sem bil prvi selektor. Takrat je bilo veliko entuziazma. Bilo je drugače, kot je danes. Tudi samo, da si prišel na prvenstvo, je bilo zelo, zelo težko, kajti tam je bilo samo 12 reprezentanc. Se pravi, mi smo morali izločiti in Norvežane in Čehe, da smo se sploh na to veliko tekmovanje uvrstili. Tam pa smo, bom rekel, odigrali solidno. Tisto, po kar smo šli, smo tudi dosegli. Šli smo po uvrstitev na svetovno prvenstvo in z 10. mestom smo se uvrstili na svetovno prvenstvo. Lahko rečem, da začetna obdobja so bila, kar se tega tiče, kako priti na prvenstvo, veliko težja, kot so sedaj, ker potem se je povečalo na 16, sedaj na 24 ekip. Moje osebno mnenje pa je, da bi že lahko v tisti prvi fazi mogoče naredili kaj več, ampak takrat sta v bistvu 2, mogoče v tistem obdobju celo najkvalitetnejša slovenska igralca nastopila za druge države. To je žal pokojni Iztok Puc, ki se je odločil, da bo igral za Hrvaško, Peter Mahne pa se je odločil, da bo igral za Avstrijo. Z njima dvema bi mogoče že na tem evropskem prvenstvu se mi borili za mesta, po moje od 5 do 8, kamor mi v kontinuiteti nekje spadamo. Kadar se nam vse poklopi, smo lahko v polfinalu, kadar pa se nam zadeve ne poklopijo, pa smo nekje od 8. do 12. mesta. Moram pa reči, da 2-4, tisto je bilo pa, bom rekel, malce drugače. Bilo je se odvijajo veliko hitreje in pogoji dela so bili neprimerno kvalitetnejši, ko so bili na prvem evropskem prvenstvu. Se pravi, za domače evropsko prvenstvo smo imeli na razpolago vse, kar smo si želeli. Dejstvo pa je, da sem jaz vsaj na igrišče imel tudi relativno malo časa, sem pa imel 3 mesece časa, da se na vse te zadeve pripravim, in spomnim se, da sem potoval po celi Evropi, obiskal vse igralce, ki so igrali takrat v tujini, ne v tako kvalitetnih klubih kot danes, ampak so že bili v tujini. Upravil z njimi individualne razgovore, pripravljal sem, bom rekel, tudi posnetke, videoposnetke in vse to, tako da sem bil res, ko smo se prvič srečali, optimalno pripravljen. In mislim, da takrat se je naredil en prvi preboj, tako vidimo, pol odbojkarji pa košarkarji. Od takrat naprej smo pa postali bolj kvalitetni, mogoče tudi bolj samozavestni. Ko enkrat narediš kvaliteten rezultat, ko osvojiš medaljo, potem vidiš, da to lahko narediš, da se lahko pariraš najboljšim, in od takrat naprej so tudi slovenski igralci odhajali v vedno kvalitetnejše klube, in v tem trenutku imamo verjetno, kar se tega tiče, če govorimo o katerih klubih igrajo, imamo verjetno najkvalitetnejšo reprezentanco. Drugače pa mislim, da naša kvaliteta je skozi vsa ta obdobja približno na istem nivoju, ne nihamo veliko in da smo primerljivi z vsemi najboljšimi. Mi smo to ohranili, druge ekipe so mogoče celo malo padle, mislim, da Hrvati, Francozi, Nemci so slabši, ko so bili v tistem obdobju, Rusov sploh ni več, tako da se je zadeva malce spremenila. Ampak mi smo nekje od 5. do 8. mesta, če se poklopi tako, kot sem dejal, smo lahko više, če pa ne, smo pa nižje. Slavko Ivezič, tudi vi ste, kar se tiče članske reprezentance, delovali v 2 obdobjih, in sicer najprej obdobje 96-97, pa potem 2005-2006. 2005 ste Slovenijo vodili na svetovnem prvenstvu, 2006 na evropskem prvenstvu, kjer smo bili 8. Mogoče še vaš kratek pogled v zgodovino in na tisto vaše obdobje. Bili ste tudi pomočnik nekaterim drugim selektorjem.
Tako je, mislim, da je ta moja športna karijera z vodenjem reprezentance bila kar obsežna, da smo vsi nabirali izkušnje, takrat tudi sem času, se pravi pred letom 2000 po osamosvojitvi, izkušnje skozi tako mi kot trenerji, tako kot igralci, skozi ekipe smo se učili. Imeli smo nekaj negativnih izkušnj, ene so bile te kvalifikacije, se pravi takrat, ko sem bil tudi jaz prvič selektor, malce smo imeli tudi smole, mogoče z drugimi izidi, malce je bilo takrat tudi sodniških stvari, ki so se dogajale v zakulisju, kjer še mi mogoče nismo bili tako zreli pripravljeni. Vendar to obdobje je za nami, mislim, da smo potem po letu 2000 začeli z mladimi selekcijami, bom rekel, nizati uspehe. In vse te mlade selekcije, se pravi od Poljske, Brazilije, Latvije in tako naprej, vse te generacije, ki danes igrajo v reprezentanci, so šle skozi te mlade selekcije, nizali rezultate, dobre igre in pridobivali neko samozavest, ki je kasneje rezultirala tudi na ostalih prvenstvih. Res je, da smo bili na svetovnem prvenstvu v Tuniziji, se pravi po prvenstvu takrat v Sloveniji, ko smo osvojili medaljo, na tujem terenu, se pravi pred fanatično publiko v Tuniziji, blizu medalje, se pravi odločil nas je samo gol proti Franciji, ko smo imeli na koncu dve priložnosti, dva strela, Brumna in pa Jovičiča, za zmago, in če bi zmagali, bi igrali za medalje. Malce smole, tako pač je v športu, na Evropskem prvenstvu v Švici je bilo malce drugače, smo imeli dobro ekipo, mislim, dobro reprezentanco, kjer je pa prišlo do nekih, bom rekel, do nekega malega razkola med pogledi se mojimi osebnimi kot trener in pa nekimi drugimi, tako da smo v prvem delu odigrali dobro, zmagali vse, in v drugem delu pa imeli močne ekipe, Špance, Nemce in pa Francoze. Vse te tekme izgubili, če bi mogoče se eno teh dobili, bi tudi lahko igrali za medalje. Tako da bili smo blizu, vendar jaz upam, da vse te izkušnje, ki so se nabrale, bodo vsem tem generacijam, ki sedaj igrajo za reprezentanco, koristile na tem prvenstvu. Tone, pred tem prvenstvom 11. za Slovenijo smo nekako bili priča podobni situaciji kot leta 2004, kar se tiče, da smo relativno pozno dobili novega selektorja. Zdaj so bili razlogi in pa razmere drugačne kot takrat, pa vendarle, vi ste tudi javno opozarjali na določene stvari, kar se tiče bivšega selektorja Veselina Vujovića, no potem tisti že znani dogodki na klubskem nivoju pa so pripeljali do tega, da je potem Rokometna zveza reagirala in da praktično zelo kratek čas pred samim evropskim prvenstvom zamenjala Vujovića in pripeljala novega selektorja Ljubomira Vranješa. Ja, prvo, jaz sem imel neprimerno več časa, ko ima Ljubo Vranješ. Tako sem že prej dejal, jaz sem imel 3 mesece časa, da sem se pripravil na prvo akcijo. V teh 3 mesecih sem obiskal, tako kot sem že povedal, vse igralce, prebral sem vsa poročila, ogledal sem si vse tekme iz preteklosti, govoril sem s vsemi bivšimi selektorji. Lahko sem pripravil program dela, zanaliziral vse tekme, video posnetke, osebno sem sebe pripravil 3 mesece, se pravi, jaz sem imel 3 mesece časa, da se na to pripravim, samo na igrišču sem imel približno enako časa kot Ljubo, se pravi, to je bila velika razlika v mojo korist. Kar se tiče pa te same menjave, jaz se veliko ne bi vračal, vse zadeve, če si gledal tekme po televiziji, pa to si videl, da nekaj ne more biti v redu. Mislim, da tudi ni bil glavni povod ta zadnji govor Vujovića, ampak mislim, da je bil največji problem ta, da so igralci izgubili zaupanje v njega, ker enostavno ni imel dovolj znanja, da bi lahko vodil več naprej. Kajti ti fanti igrajo vsi v vrhunskih klubih, trenirajo jih vrhunski trenerji zmagovalci, ki so osvajali Ligo prvakov, ki so osvajali svetovna prvenstva, in tu je bila prevelika razlika. Ljubo je imel pa praktično, mislim, da je prišel 27. Sem bil je 3 dni, potem so imeli 3 dni prosto, vse skupaj je imel 8 delovnih dni, tako da je veliko težjem položaju, kot sem bil jaz, sam tudi igralce slabše pozna, ker jaz sem tiste igralce poznal res optimalno. Lahko pa rečemo, da tako fante pravijo, vsaka sprememba prinese nekaj novega, stil vodenja je neprimerno drugačen in mislim, da Ljubo vodi zadeve tako, kot vodijo vrhunski trenerji, tudi on je že osvojil Ligo prvakov, sam je bil odličen igralec, vendar za tiste največje stvari pa mislim, da je kljub vsemu premalo časa in da bo on sam iz tekme v tekmo pa tokom tekmovanja spoznal, kako igralci reagirajo.
Slavko, kako vi komentirate to, kar se je dogajalo? Predvsem burno je bilo zadnje mesece, kar se tiče te selektorske menjave. Kakšen je vaš pogled na to? Je bil odziv Rokometne zveze ustrezen, pravočasen, prepozen in kako komentirate tudi sam izbor novega selektorja? No, po videnem sedaj lahko rečem, da je bil odziv sigurno prepozen, kajti igralci so to najbrž čutili, to se je videlo iz vseh teh, bom rekel, in pripravljalnih tekem in vzdušja, ki se je dogajalo v reprezentanci, vendar igralci se pač povlečejo na eno stran, čakajo na odločitev, odločitev mora biti pa sigurno vodstva, ko je bilo tako kristalno jasno, potem se je zveza šele odločila o menjavi. Mislim, da menjava, ne glede, da je bila pozna, bila prava tudi z človekom, kajte mislim, da je Ljubo Vranješ trener, ki ima drugačne poglede, kot jih imajo vsi ti trenerji, ki prihajajo z balkanskega prostora. Mislim, da smo mi to šolo daleč preskočili tudi v Sloveniji, se pravi in slovenski trenerji, ki mogoče naša javnost premalo zaupa, mislim pa, da imamo veliko znanja, veliko več znanja, kot ga imajo vsi ti mogoče z bivše Jugoslavije. Ljubo je pa le bil igralec, ki je odigral v skandinavskem, se pravi skozi ta skandinavski rokomet, ki je bil meni vzor v vseh teh mladih selekcijah še posebej. Potem nastopal v Bundesligi, ki je najmočnejša, se pravi tudi z načinom razmišljanja, vodenja in tako naprej, profesionalizma. Mislim, da je najbolj kompetenten v tem trenutku, da vodi to našo ekipo. Mislim, da ne glede, da je malo časa, če nam bo uspelo na začetku odigrati kvalitetno, se pravi zmagati, mislim, da bo ekipa rasla in da bo tudi njemu v pomoč pri realizaciji mogoče tistih ciljev, visokih ciljev, ki si jih pač vsi želimo. To ne vedno so komentarji različni, ko izbereš novega trenerja, novega selektorja. Kaj vi pravite na sam izbor? Pojavljali so se seveda tudi komentarji, da nekako zdaj Rokometna zveza gre po vzoru tudi košarkarske, odbojkarske, ponovno s tujim strokovnjakom. Slavko pravi, tudi slovenski trenerji so odlični, imajo veliko znanja. Mogoče en vaš pogled na sam izbor novega selektorja za to 4-letno obdobje, vse tako je bilo prezentirano ob njegovem imenovanju. Ja, jaz bi sigurno se Slavkotom strinjal, zato pa je slovenska reprezentanca skozi nekje pri vrhu in mislim, da je vedno bolj konkurenčna tistim najboljšim reprezentancam. Mi imamo kvalitetne trenerje, vendar v tem trenutku mislim, da je Rokometna zveza iskala eno ime, eno kvalitetno ime, gre tudi, bom rekel, za eno obliko imidža. Mislim, da so najprej poskušali iskati španske selektorje, kajti velika večina naših igralcev igra pod španskimi selektorji, vendar mislim, da je ta način, da so se na koncu odločili za Ljubo Vranješa, prava. Ljubo je daleč od tega, da bi bil kot neki pravi Balkanec, on je odraščal v Švedski, pozna skandinavsko rokometno šolo, potem je dolgo časa delal v Bundesligi, nazadnje pa se je pokazalo, da ni pravi Balkanec, ko je prišel v Veszprém in enostavno se ni znašel v tej situaciji, kajti v Veszprému je pa situacija, ne govorim finančna, ampak zelo podobna, ko zna biti na Balkanu in se sploh ni zavedal, kakšne pasti ga čakajo v takšnem klubu, kjer je Veszprém, kjer niso tako enotni, ki ne vlečejo vsi v eno smer. Mislim, da Vranješ ima tudi način dela, ki bo v tem trenutku igralcem najbolj sedel. Mislim, da je tudi, ko je prevzel srbsko reprezentanco v zelo kratkem času, ko so se borili za nastop, mislim, da na Evropskem prvenstvu in jih je uspešno, potem ko so slabo začeli kvalifikacije, pripeljal na Evropsko prvenstvo, vendar mu Flensburg potem ni dal dovoljenja, da bi lahko vodil naprej reprezentanco. Treba je vedeti, da je Veszprém za njega plačal odškodnino 1 milijon evrov, se pravi, to lahko mi slovenski trenerji, da bi se kdaj v takih številkah pogovarjali, lahko samo sanjamo. Bo pa zanimivo, kajti on je pristaš skandinavske šole, ki meni tudi veliko bolj všeč, kot gledalec pa sploh bolj uživaš v skandinavski šoli kot španska. Španska sicer nosi rezultat, ampak je preveč, bom rekel, preveč šah, premalo je hitre igre, premalo je, bom rekel, hitrih zaključkov. Tako da imamo zdaj združeno skandinavca Vranješa in pa Uroša Zormana, ki do potankosti obvlada špansko rokometno šolo, tako da ta dva se bosta dopolnjevala, oba dva sta bila tudi srednja zunanja. Mislim, da v tem trenutku je bila ta izbira zelo kvalitetna, kajti
Španski trenerji, če je prišel na nas oklop, oni so pa v svojih sistemih zelo zahtevni, noben španski trener ne more v 8 dneh postaviti sistema, ki ga on želi, praktično pa na drugačen način ne znajo delovati. No, naprimer, Ortega, ki je bil najprej v Vespremu, potem je šel pa na Dansko in je bil trener v Koldingu in je pogorel z rezultati. In ko smo ga spraševali, zakaj je to, je rekel, ja, jaz znam delati samo po špansko, Skandinavci tak način dela ne bojo sprejeli. Zato, da Španc bi bil v tem trenutku mogoče res prezahtevno, kajti njihovi sistemi so izredno težki in igralci potrebujejo preveliko časa, da pridejo v ta sistem. Zato Vranjes absolutno ok. Slavko, 24 ekip prvič, da ali ne, in pa seveda najprej usmeriva pozornost na ta prvi skupinski del, Slovenija danes s Poljsko, potem pa še Švedska in Švica v naši skupini. Kaj pravite na to novost, torej 24 reprezentanc, in kaj napovedujete Slovenijo v tem prvem skupinskem delu prvenstva? No, naj se najprej nadovežem na to prejšnje vprašanje, ko je Vujović izjavil, da je nekaj narobe s slovenskimi trenerji, da v vseh kolektivnih športih osvajajo medalje tuji trenerji. Res je. In prav je, da je tako, da pridejo na koncu do reprezentance tudi vrhunski trenerji, ki delajo po svetu z drugimi izkušnjami, vendar je pa takrat Veselin Vujović užalil, jaz mislim, da večji del teh trenerjev, kajti vse reprezentante, vse naše igralce so naredili naši trenerji in tu gre zahvala. Tudi vsem trenerjem slovenskim, tako kot Janju Praprotniku, Klemenčiču. Jaz sem bil dolgo časa z njimi, tako da je to le en produkt, bom rekel, te šole. Tako da tudi kolajno je to ne osvojil, ne nazadnje. Tako je in tako naprej. Tako da imamo kaj dodati. Je pa res, da na koncu do A reprezentanc pač prihajajo tuji trenerji in mislim, da je to tudi tako prav. Kar se tiče prvenstva z 24 reprezentancami, mislim, da je prav, kajti določene reprezentance, tako kot je to naprej rekel, da na začetku je bilo samo 12, je bilo težko priti na prvenstvo, sedaj pa lahko pride na prvenstvo tudi ekipe, ki samo sanjajo o tem. In mislim, da je to, tako kot je mogoče Bosna, ena od teh ekip z našega prostora, lahko samo to en pozitivni motiv za razvoj te športne panoge, tudi za ostale ekipe, ki bodo tu, pa v naslednjih letih najbrž se bo še pokazala ali pa prišla na to prvenstvo še kakšna druga, manj zveneča imena. Tako da mislim, da to, kar se tiče EHF-a, da je to pozitivna odločitev. Kar se pa tiče motiva oziroma rezultatov današnje tekme tudi za Poljsko, jaz mislim, da slovenska reprezentanca je v tem trenutku resnično sestavljena iz igralcev, ki igrajo v kvalitetnih klubih, imajo dobre izkušnje, dobro rokometno šolo. Smo bili kdaj močnejši ali je to najmočnejša ekipa? Smo mogoče bili včasih radi primera ekipov, ki je bila takrat z Zormanom, Rutenko, Vogrincem in tako naprej, ampak vsaka ekipa ima nek svoj trenutek in jaz upam, da bo ta ekipa, da je dozorela in da bo na tem prvenstvu pokazala dobre igre, odločne igre, ampak ne glede na to rabiš tudi kanček sreče, kaj ti lahko zgubiš 2 tekme za en gol, pa te ni nikjer, oziroma 2 tekme dobiš za en gol, pa si na zmagovalnem odru. Tako da malce sreče rabimo, jaz upam, da se nam bo to poklopilo. Že na prvi tekmi važen je štart. Jaz računam za današnjo tekmo z Poljsko, da če to tekmo dobimo, bomo naredili tisti prvi preskok, preboj in da bo potem tudi nadaljevanje lažje. Zdaj v nadaljevanju mislim, da se bomo križali kar z močno skupino, ampak ne glede na to, če hočeš priti do medalje, potem moraš premagovati tudi dobre ekipe, tako kot so Danska in Francija in tako naprej. Ampak jaz mislim, da smo pripravljeni, kajti danes je ta rokomet tako izenačen na evropskem in svetovnem merilu, da lahko vsaka v določenem trenutku, v določenem dnevu, vsaka ekipa premaga vsakogar. In jaz računam tudi na to karto. Slovenija je to sposobna in skupina, kjer se sestavlja potem v nadaljevanju z 6 ekipami, z zmagami, ki jih sabo nosiš in tako naprej. Mislim, da tudi ten poraz ni usoden, tako da lahko pridemo tudi do boja za medalje. Upajmo, da nam to tudi uspe. Ja, mnogi že računajo in sestavljajo zdaj v tem drugem delu že skupino, ko se bomo križali skupinama D in E, kjer so med drugim Francija, Norveška, Danska, Madžarska, Rusija, Islandija, verjetno na papirju težji del kot na nasprotni strani. Tako da tudi ta prvi skupinski del je pomemben že zaradi tega, kar je Slavko izpostavil, ker točke s tistim, ki potuje v drugi del, se prenašajo. Ja, jaz bi mogoče najprej se sam dotaknil tega. Mislim, da imamo mi
vseh teh letih s to podobno kvaliteto reprezentance. Spomnimo se reprezentanca, ki je bila prvič na olimpijskih igrah, ko je še igral Puc. Oni so v prvih tekmah igrali s Francijo in Švedsko egal, se pravi z reprezentancami, ki so bile najboljše. Tudi ta reprezentanca, ki je osvojila medalje in bila pol tik pred tem, da bi osvojila mogoče še eno v Tuniziji. In ta, mislim, da so vse na zelo visokem nivoju. Verjetno pa je to, kar sem že prej dejal, da te igrajo zdaj generalno v boljših klubih. Imamo same igralce, ki igrajo v Ligi prvakov ali pa v dveh najboljših ligah na svetu, v Nemčiji in pa Franciji. Kar se pa tiče naše skupine, tako je Slavko prej rekel, srečo lahko imaš pri žrebu. Mislim, da če bi bila Slovenija v drugem žrebu, se pravi, da bi bila namesto Španije, Nemčije ali Hrvaške v skupini v Gracu, mislim, da bi bili takrat zelo blizu medalje, ker bi bil velik obisk, pa tudi kvaliteta teh ekip na tej strani je po moji oceni šibkejša kot na drugi strani. Kar se tiče naše skupine, se bo veliko že videlo na drugi tekmi Švedsko, kajti v tej skupini so, po moji oceni, se pravi, šport je zelo nepredvidljiv, tako Slavko pravi, ampak po moji oceni so na tej strani 4 ekipi plus 5 naša, ki se lahko borijo za medalje, na drugi strani so mogoče samo 3. Zdaj, v tem trenutku so najbolj vroče ekipe Danska, Norveška, Francija, ki je močno pomladila in ni več tako kvalitetna, kot je bila včasih, kajti nima tisti, ki je povezovalni člen, samo še Karabatič, ki pa je že malce starejši, nimajo več tako dobrega golmana, kot je bil Mejer. Na poziciji levih zunanjih imajo 2 mlada igralca, eden je Prandi, ki je igral v Celju na evropskem prvenstvu. Tako da Francozi so malo šibkejši in pa seveda Švedi kot domačini, in Švedi so edini, ki jim je uspelo osvojiti kot domačin naslov evropskega prvaka. Se pravi, naša skupina je težja, vendar jaz mislim, da imamo dovolj kvalitete, da lahko igramo z vsemi ekipami. Kaj pa bo to prineslo na samem prvenstvu, pa bomo videli. Zanimivo bo tudi to, katero mesto bo vodilo na dodatne kvalifikacije za olimpijske igre, kajti Tu sta 2 mesti še odprti, to moramo povedati. 2 mesti sta še odprti in lahko se zgodi, da bo 9. mesto tisto, ki bo še dovolj, s tem, da ne vem, kako se bo tega določilo, kajti razigravanje bo samo za 1., 3. in 5. mesto. Jaz mislim, da osnovni cilj uvrstitev v kvalifikacije za olimpijske igre je realno dosegljiv, potem bomo v kvalifikacijah mi že močnejši. Na tem prvenstvu pa mislim, da je kljub vsemu bilo premalo časa, da bi lahko posegli v boj za medalje. Slavko, rokometna igra se, tako kot vse ostalo, seveda razvija, spreminja. Kaj bo recimo ključno, kaj mora imeti danes reprezentanca, ki se hoče boriti za sam vrh, kateri so tisti elementi, ki bodo odločali mogoče na tem prvenstvu? No, ponavadi vedno govorimo, kako je pomembna obramba. Jaz mislim, da obramba je tu zelo tista, ki bo pač jasno diktirala tempo igre, se pravi, skozi obrambo dobivaš neko sigurnost, ker potem jasno lažje razvijaš tudi protinapad, hitro igro, ki nam odgovarja, pa tudi mislim, da večina reprezentanci goji zdaj hitro igro z hitrim centrom in tako naprej. Ampak dobra obramba je tista, ki pomaga tudi vratarjem. Mislim, da vratarji so tisti del, ki bodo na tem prvenstvu sigurno odločali v najvišjih mestih, kajti ekipe, ki bodo imele vratarje na konstantnem nivoju, bodo sigurno šle do konca. Jaz upam, da bo tudi z našo reprezentanco tako. Kar se pa tiče napada, mislim, da mi imamo raznovrstno igro, raznovrstno tehnično dovršeno igro, kajti naši igralci so res tehnično dobro podkovani, to je naš plus in je pa dejstvo, da bomo na tem prvenstvu rabili tudi mogoče več pomoči, se pravi zunanjih igralcev, strelcev z razdalje, kajti dobre brambe lahko razbiješ samo na ta način in če bi se to odprlo, potem jasno, da igra s krožnim napadalcem z krili pride še bolj do izraza in to pa tisto, kar govorimo o tehničnem znanju, tehnične dovršenosti, bi bilo to voda na naš mlin. Če se malce pošalim, pa da zdaj malo pomagamo tistim, ki se ukvarjajo z napovedmi, stavničarjem, kdo bo evropski prvak, koga vidite, mogoče vi povsem na vrhu? Jaz bi predlagal, pa moje gledanje na to je Danska prva, mi drugi in smo naredili velik posel, se pravi in medalja in olimpijske igre. Tone? Jaz ne bi bil tak konkreten. Res je, da je
Danska ima velik motiv, kajti bila bi lahko druga reprezentanca, ki bi združila vse 3 naslove, se pravi, oni so aktualni svetovni olimpijski prvaki, zdaj še evropskega, so v tem trenutku, tako kot je bila včasih Francija, so res oni dominantni, vendar, bom jaz rekel Danska. Mislim, da bojo zlato in srebrno medaljo vzele ekipe iz naše strani žreba. Bil bi zelo vesel, da bi bila to tudi Slovenija in to bi bilo, bom rekel, za mene eno zelo pozitivno presenečenje, kajti šok terapija na eni tekmi verjetno gre skozi, za cel turnir pa verjetno bo malo težje, vendar v prihodnosti pa glede na to, da je naša reprezentanca še relativno mlada in da lahko večina igralcev igra še en olimpijski ciklus, pa se lahko nadejamo, da tudi še osvojimo kdaj kako medaljo. Za konec mogoče še malce bolj osebni vprašanji, Slavko, trenutno niste aktivni kot trener, kaj počnete, kar se tiče rokometa, pa tudi sicer, in mogoče še pod vprašanje, vas še zanima, kakšen zdrav projekt bi še sedli na klop, če bi dobili povabilo? Ja, če zdaj gledam z tega stališča, jaz moram reči, da je 40 let dela za mano, polnih 40 let in službe in rokometa, tako da jaz sem, kar se tega tiče, ta moj ciklus zaključil definitivno tudi uradno. Kar se tiče rokometa, sigurno en dober projekt z neko vizijo bi me sigurno potegnil nazaj, definitivno. Vse ostalo me pa v tem trenutku ne zanima, kajti veliko časa, ki smo ga do sedaj porabili, način življenja, ki smo ga dali skozi, se pravi, zahteva svoj davek in sedaj na koncu lahko rečem, da lahko živimo tudi brez rokometa, da so še druge stvari mogoče na To čisto težko, kajti med drugim tudi vnuka morate spremljati na tekmah. No, vse ravno zaradi tega, da imam čas tudi to spremljati, kajti res spremljamo, pa ne samo svojega vnuka, za katerega sem zelo vesel, da se mu tako lepo razvija njegova kariera, da gre po mojih stopinjah, tako v narekovaju. Imamo še druge tudi vnuke, ki se bavijo s hokejem, odbojko in tako naprej, tako da imamo širši spekter gledanja na šport. So pa še druge stvari, ki jih delam trenutno v življenju, so neke vadbe, druge rekreativne in tako naprej. Malce sem se posvetil delu na občini Žalski, tako da življenje teče in uživamo v tem trenutku. Tone, vi ste bili nazadnje na Madžarskem v ženskem rokometu. Kakšna je trenutna situacija? Veliko vidimo tudi kolesarite, vidimo vas na rokometnih tekmah, zelo ste aktivni. Ja, jaz bom rekel, da sem malo prej kot Slavko si vzel čas zase. Moram reči, da po tistem, ko sem končal tretjič delovanje v Celju, sem si vzel prvič pol leta prosto in takrat sem ugotovil, da ob dvoranah in hotelih obstaja še nekaj drugega. Dobil sem nove prijatelje, ki so me navdušili za kolesarjenje in pa tek na smučeh. Tako da po tistem, ko sem zaključil na Madžarskem, sem si vzel prosto za sebe in sem užival v teh zadevah. Potem pa me je res kolesarstvo potegnalo, tudi iz vidika tega, da sem spremljal naše kolesarje, v prvi vrsti pa Primoža Rogliča, ki je res en svetovni fenomen, tako da sem si veliko njegovih dirk ogledal tudi v živo. Mislim pa, da je leto 2020 tisto, ko me spet zagrabilo, da bi se vrnil in počel nekaj v rokometu. Zdaj, opcije so številne, zanima me pa seveda kakšen takšen projekt, ki bi bil resen, dolgoročen in kjer ne je bilo, bom rekel, določenih problemov, ki so se včasih znale v športu pojavljati. Tako da v letu 2020 sem začel razmišljati, kaj bi v rokometu še lahko naredil. Seveda pa je to odvisno tudi od drugih, ker za razliko, bom rekel, od Madžarske in Danske, kjer sem jaz deloval, ne so bivši oziroma starejši trenerji, čeprav pokojni Miro Požun je osvojil lovoriko, ki je bil starejši, ko sem jaz v tem trenutku, tudi Vinko Kandija deloval kot starejši. V ostalih državah so te trenerji povabljeni, sodelujejo z ramem, jih prosijo za kakšne nasvete, so kakšni strokovni komentatorji, imajo kakšne svetovalne funkcije. To v Sloveniji mislim, da se na tiste, ki smo včasih bili in delovali,
se malce pozablja za razliko teh dežel. Tako da bomo videli. Jaz sem z letom 2020 pripravljen se vrniti v rokomet. Zdaj, kaj pa bo prineslo to leto, pa v tem trenutku ne vem povedati. Če pa ne bo, se bomo pa spustili mogoče v kolesarske vode. Tone Tisar, Slavko Ivezič, hvala za obisk v našem studiu. Vsi bomo seveda skupaj stiskali pesti, da bi naša reprezentanca dosegla kar se da najboljši možni rezultat na tem evropskem prvenstvu. Drage gledalke, spoštovani gledalci, po oglasih bomo nazaj v drugem delu središča, še naprej bomo rokometno obarvani, nekaj več minut pa bomo namenili ženskemu rokometu. Gradite, prenavljate, strokovnjaki iz Cinkarne svetujejo. Kako pravilno lepiti keramiko? Pri polaganju keramike razmere niso vedno enake, zato je potrebno s prstom preverjati nastanek kožice na površini nanesenega lepila. Lepilo nanesemo na toliko površine, kolikor ploščic lahko v tem času prilepimo. Za optimalne rezultate lepljenja svetujemo uporabo lepila Nivedur iz Cinkarne Celje. Za še več brezplačnih nasvetov in gradbenih nakupov na klik, obiščite spletno trgovino www.cinkarna-gradnja.si. Borza nepremičnin, nepremičninska agencija z dolgoletno tradicijo. Posredujemo pri prodaji vaše nepremičnine in ponujamo možnost odkupa. Sestavimo pogodbo za vse vpise v zemljiško knjigo, davčno in pravno svetujemo in še mnogo več. Naj bo promet z nepremičninami varen, zato zaupajte Borzi nepremičnin. Avtocenter Celeja je uspešno družinsko podjetje, ki že vse od leta 1995 zastopa in prodaja nova vozila znamke Opel, nudi dodatno opremo in rezervne dele, odkupujejo in prodajajo pa tudi rabljena vozila, opravljajo kleparska in ličarska dela, cenitev škodnih primerov in sklepajo zavarovanja za vozila. Najdete jih na Mariborski 107 v Celju. Skupaj s poslovno enoto Avtohišo Jakopec iz Velenja pa uspešno pokrivajo območje Šaleške in Savinjske doline, Koroške in Celjske regije. Glavni moto Avtocentra Celeja je vsa ta leta: zadovoljen kupec je naš uspeh. Prihaja še večji in še boljši Agritech, največji strokovni sejem kmetijske in gozdarske mehanizacije pri nas. Celjski sejem od 29. januarja do 2. februarja. Takole po oglasih smo nazaj v drugem delu nocojšnjega središča, v tretjem polčasu. Še naprej bomo rokometno obarvani. Tokrat se bomo posvetili dogajanju v ženskem rokometu. Po kar dolgem premoru zaradi nastopa slovenske reprezentance na svetovnem prvenstvu so se zdaj nadaljevala domača tekmovanja, in sicer s tekmami četrtfinala Pokala Slovenije. Na zaključnem turnirju bodo igrale rokometašice Krima, Krke, Žalca in Celja oziroma ženskega rokometnega kluba z dežele, ki je v četrtfinalu zmagal na gostovanju pri Zagorju. Naši gosti sta trenerka Celjank Miša Marinček-Ribežl in najbolj izkušena igralka te zasedbe, tudi najboljša strelka dosedanjega dela sezone celjske ekipe Katja Čerenjak. Dober dan, dobrodošli. Lep pozdrav. Čestitke torej najprej za dober uvod v ta drugi del sezone. Zmagali ste, in to kar prepričljivo, na gostovanju pri Zagorju in potrdili udeležbo na zaključnem pokalnem turnirju. Ja, najprej hvala za čestitke. Zelo sem vesela, da smo zelo resno vzeli to tekmo pokala in res zmagali za vidljivo razliko, glede na to, da smo imeli kar veliko težav s poškodbami oziroma 3 igralk in standardne prve postave prvega dela prvenstva ni bilo z nami. Smo zelo dobro vključili te mlajše igralke in so res korektno odigrale, zelo borbeno, na visokem nivoju, in tako smo lahko tudi tekmo pripeljali zelo mirno v drugi polčas že, in potem seveda do konca lahko sem ponudila priložnost tudi vsem igralkam s klopi, skoraj, tako da na to sem ponosna in upam v takšno nadaljevanje sezone drugega dela prvenstva.
Zagorje je sicer letos drugoligaš, vemo, da je zadnja leta ta ekipa bila v vrhu slovenskega rokometa, ampak tudi zdaj v tej drugi ligi še vedno imajo kar dobro zasedbo tudi nekaj izkušenih kakovostnih rokometašic. Ja, tako je, kar nekaj prvoligaških igralk, tudi izkušnje so bile kar na njihovi strani. Ampak glede na to, da trenirajo, mislim, da manj kot mi, manj redno, se je to kar poznalo na igrišču, mi smo zelo resno pristopili in smo lahko mirno pripeljali do konca tekmo. Je pa mislim, Zagorje ne bo imelo večjih problemov, da se uvrsti nazaj v prvo ligo in spet pride na ta prvovrsten zemljevid rokometa. Katja, vi ste to tekmo spremljali s tribun, zdaj bova povedala zakaj. Trenutno ste v fazi rehabilitacije. Za kakšno poškodbo je šlo, kaj se je zgodilo in kakšno je seveda trenutno stanje? Ja, v bistvu se mi je to zgodilo v zadnjih minutah zadnje tekme proti Kopru. Obrnili mi je nekako nogo, ne vem, čuden sem stopila in sem začutila bolečine. Magnet je pa pol pokazal, da gre za v bistvu poškodbo hrustanca, kar so mi tudi zdaj sanirali, odstranili in v naslednjih dneh imam tudi pregled, tako da še ne vem točno, kako dolga bo rehabilitacija. Bili ste na tribunah, kako ste vi tokrat v drugačni vlogi kot sicer videli ta nastop Celjank in uvrstitev na zaključni turnir? Ja, meni se je zdela tekma zelo borbena, zanimiva in pa v nobenem pač trenutku ni bilo vprašljiva zmaga naša. Prej ste, Miša, omenili, da imate 3 igralke poškodovane, torej Katja Čerenjak, smo zdaj z prve roke izvedeli, zakaj gre, kaj pa ostali 2? Ja, v bistvu Sanja Vrček je naš lider v napadu, ima že od začetka prvenstva pred prvo tekmo s Krko, je že v bistvu poškodovala globoko mišico aduktorja, tako da je že cel prvih 5 tekem se obadala s tisto poškodbo, tudi ko je igrala, 2 tekme celo takrat ni igrala, ker smo ji ponudili za pomembnejše tekme, da jo prišparamo malo. Ampak na koncu je potem, ko je že malo sanirala to poškodbo, je potem prišla tekma z Žalcem, kjer si je, mislim, da cirka v 15 minuti pri preigravanju iztegnala kolensko vez, tako da od takrat naprej ima pa potem težave s tem. Opravljajo tudi preglede magnetne resonance, kjer so ji svetovali tudi malo daljši počitek, tako da smo ji zdaj to rehabilitacijo omogočili v tem delu, ko ni bilo tekem in tudi sedaj še ne vemo, kdaj točno Sanja se lahko vrne v bistvu v poln trenažni proces. Tretja igralka je pa v bistvu mlada Ana Jeras, ki je bila tudi letos vržena v ogenj in je zelo solidno odigrala na levem krilu, ki se je žal na treningu pri prekršku se je tudi dogodil nenaden gib in v bistvu mislim, da gre tudi za poškodbo kolena, ne vemo še točno, nimamo točnih podatkov, bojo nadaljnji pregledi pokazali, kako je z njo in kakšna je rehabilitacija. Verjetno ste tudi zaradi teh poškodb nekoliko osvežili, če tako rečem, ekipo za drugi del. Videli smo že v Zagorju je igrala novinka Nastja Praprotnik. Ja, res je. Zelo sem vesela, da se je Nastja odločila, da nadaljuje svojo rokometno pot na najvišjem nivoju v prvi ligi. Ona je bila isto vesela klica, tako da smo se hitro dogovorili, tako da se nam pridružuje za drugi del sezone. Pridružila se nam je pa tudi kadetska reprezentantka Nika Dobnik, letnik 2004, ki bo tudi osvežila našo ekipo z Maribora, prihajajo te punce. Tudi našo mladinsko ekipo, ki tudi dobro nastopajo vse naše mlajše selekcije v letošnjem prvenstvu, tako da delamo tudi za podmladek in pa dolgoročno naprej za člansko ekipo. Vodstvo kluba je že napovedalo kandidaturo za organizacijo zaključnega turnirja. S tem bi nekako želel klub proslaviti 25 let delovanja. Zagotovo si v strokovnem štabu, pa verjamem tudi v igralskem kadru, želite, da bi bil zaključni turnir tako kot lani, sicer brez vaše udeležbe, pa letos pa z vašo udeležbo ponovno v Celju.
Ja, res je, zelo smo si želeli, da premagamo Zagorje in se vrstimo v tale Final Four. To je bil kar naš cilj te sezone v pokalu in vesela sem, da nam je to uspelo. Te punce si to tudi zaslužijo, tako da za nekatere bo to tudi najvišja stopnička v rokometni karieri. Tako da bi bile Celje, poglejte, je rokometno mesto in zelo si zasluži take dogodke in jaz upam, da bomo lahko pripeljali ta Final Four v Celje in da je spet en lep rokometni praznik v Celju, tudi na ženskem področju. Katja, kaj bi za igralke to pomenilo, da bi igrale pred domačim občinstvom? Turnir bo očitno zanimiv, 4 dobre ekipe, ki so v vrhu tudi v državnem prvenstvu, z izjemo Mlinotesta, pravzaprav vsi tisti, ki krojite trenutno vrh slovenskega ženskega rokometa, boste na enem mestu. Ja, res je, mislim, da bo pokal letos res zelo zanimiv. Tako ste rekel, 4 pač ene najboljših ekip v letošnji ligi. Jaz mislim, da bi bile punce zelo vesele, če bi to lahko se zgodilo v domačem kraju. Sigurno bi bilo veliko naših navijačev tudi, tako da bi bilo vzdušje in vse dobro za celjska dekleta in pa našo ekipo. Če zdaj pokal pustimo nekoliko ob strani in se osredotočimo na državno prvenstvo, končal se je tisti prvi del pred reprezentančnim premorom, to je bilo že v mesecu novembru. Vaš klub je v prvem delu 6-krat zmagal, 3-krat izgubil, ste na tistih mestih trenutno, ki vodijo v ligo za prvaka. 3 ekipe praktično povsem skupaj, nekoliko pa odstopata Krim in Mlinotest zaenkrat. Kakšna je, Katja, ocena tega prvega dela sezone z vašega vidika? Jaz mislim, da smo lahko s prvim delom zelo zadovoljni, odigrali smo korektno, tudi dobro smo se pripravljali, tako da jaz nimam kaj reči. Jaz sem zadovoljna, igralke pa tudi. 61 golov ste dosegli, bili ste kar z naskokom prva strelka celjske ekipe, tudi zelo natančni pri 7 metrovkah, 21-25 pravi statistika v tem prvem delu. Lahko rečeva kot pravi tisti pregovor o vinu, kar se vas tiče in tega prvega dela sezone. Ja, sigurno so tukaj prisotne tudi izkušnje, neke vrste in pa predvsem zbranost na tekmi in pa jaz sem zelo zadovoljna, predvsem pa sem zadovoljna bolj s tem, ko zabijam gole, da zmagujemo. Miša, vaša prva sezona v povsem drugačni vlogi, kot so bile številne pred tem, ko zdaj pogledate nazaj na teh nekaj mesecev, kaj lahko rečete, kako ste se znašli v tej vlogi in kakšna je mogoče tudi z vaše perspektive ta ocena prvega dela sezone? Ja, predvsem čisto drugačno delo, resnično, kar naenkrat, ko si igralec, se v bistvu zanimaš samo zase, da ti odigraš najbolje, sedaj pa si kar naenkrat vodja kolektiva, kjer skrbiš kar za večjo število glav in teles, tako da sigurno čisto drugačna vloga, čisto drugačna priprava, ampak meni je bilo predvsem velik izziv, zelo sem se trudila, da so treningi zanimivi, da lahko iz vsake igralke potegnem nek maksimum in pa predvsem, da skupaj napredujemo. Tako da jaz mislim, igralke so se mi zdaj v pol leta že dobro navadile, jaz njih, tako da si lahko lažje zaupamo in na tem gradimo naprej. Prvi del prvenstva bi ocenila kot jaz sem zelo zadovoljna. Mogoče bi spremenila samo, da prvo tekmo ne bi v gosteh igrali v Novem mestu, to smo imeli glih neugoden začetek, direktnemu konkurentu smo šli in mogoče še nismo bili tako igrani, vsi smo imeli drugačna pričakovanja, različna, nismo še dihali skupaj kot celota in na tem smo gradili potem skozi cel prvi del prvenstva. Tako da jaz se nadejam zelo zanimivega drugega dela prvenstva. Jaz upam, da bomo šli samo še naprej. Res pa je, da sigurno se nam bojo poznale tele poškodbe. Jaz upam, da ne v taki meri, ampak sigurno ena Katjo Čerenjak z 61 goli v prvem delu prvenstva je zelo težko nadomestiti.
njene izkušnje, njen vpliv na ekipo, njeno zmagovalno mentaliteto. Tudi Sanja Vrček je v bistvu nek lider našega napada, tako da če se nam te igralke res ne bojo mogle pomagati v drugem delu prvenstva, bo za nas zelo težko vsaka tekma. Tako da, ampak ne glede na to, jaz gledam pozitivno na vse. Tistega, ko ni, brez njih moramo, ampak sigurno bo težko. Bomo pa videli tekmo po tekmo, kako se bomo kompletirali lahko. Katja, vaš pogled naprej v ta drugi del sezone, sicer seveda zaradi že znanih razlogov ne boste takoj na začetku mogli pomagati vašim soigralkam, pa vendarle, kako gledate na drugi del sezone, kaj si želite, kaj napovedujete? Ja, jaz si prvo želim, da se čim prej vrnem, da saniram to poškodbo in pa igralkam pač želim, da odigrajo po najboljših močeh in pa da pač probamo zvleči tisto najboljš, kar se da, kljub tem poškodbam in pa seveda tudi ostale dve punce, da se čim prej vrneta, da bomo lahko spet igrali v polni postavi. Kako gledate na te tekmece, predvsem Žalec, Krka sta tisti dve ekipi, ki imata trenutno oziroma verjetno bosta po jutrišnji zaostali tekmi v Žalcu imeli popolnoma enaki skupiček kot vi? Ja, sigurno so to tri najmočnejše ekipe, katere si želimo zmagati. In pa jaz upam, da do takrat se bo uredilo zdravstveno stanje, to, ko je treba. Se pravim, to bomo pa videli pa v naslednjih dneh. Miša, malce ste zamaknili ta štart v drugi del sezone zaradi objektivnih razlogov. Kdaj boste pravzaprav začeli, kakšen je zdaj plan za ta drugi del? Ja, v bistvu začenjamo 25. januarja na gostovanju pri državnih prvakih Krimu, tako da v bistvu imamo še eno tekmo za uigravanje, da vidimo, kje smo. Zmerom je fajn igrati proti državnim prvakim, lahko gremo v to tekmo sproščeno in pač tudi bo nek pokazatelj že, kako se bomo kompletirali do takrat. Jaz upam, da v čim boljši meri, če bo to možno. Kako nasploh gledate na to sezono, mogoče zaenkrat, tudi če primerjate s prejšnjimi, so kakšne bistvene novosti v slovenskem ženskem rokometu ali je to približno to, kar ste tudi pričakovali pred samo sezono? Ja, v bistvu že kar nekaj let se vrtijo te glavne ekipe, prvih 5-6 mest, katere več vlagajo v ženski rokomet. Predvsem je presenetila v letošnji sezoni Ajdovščina Mlinotest, kjer so sestavili tudi dober finančni proračun in so si lahko privoščili tudi dobre nakupe, tako da to se jim sigurno obrestuje, ampak mi gledamo kot celoto na cel klub, tako da si želimo na vseh mlajših selekcijah tudi biti pri vrhu oziroma delati dolgoročno. Tako da jaz mislim, da nam v tem klubu z Dežele to zelo dobro letos uspeva, tako da smo ponosni na vse kategorije v klubu. Članska ekipa je pa samo posledica dobrega dela potem vseh kategorij in pa dobrega treniranja. Vrh piramide, kaj ne? Tako. Katja, vi ste dolgo nekako stalnica v tem slovenskem ženskem rokometu, če pogledate zdaj to sezono aktualno, pa mogoče tiste prej, kakšne so bistvene razlike, kaj mogoče vi opažate kot res ena najbolj izkušenih igralk v ligi? Ja, ne vem, meni se zdi, da res tako je že Miša prej rekla, da v vrhu so vedno bolj kot ne eno in iste ekipe, ne. Seveda se pa zgodi včasih tudi kakšen kiks, drugače pa se mi zdi, da ni neke bistvene razlike med letim nazaj in pa sedaj. Mogoče za konec samo še beseda dve o reprezentanci, obe sta seveda bili v reprezentanci bolj ali manj dolgo. Ta pauza je seveda posledica nastopa Slovenije na svetovnem prvenstvu, zagotovo ste spremljali vse skupaj. Miša, kako vi ocenjujete to, kar je uspelo Slovenijo oziroma to, kako je nastopila na tem svetovnem prvenstvu? Ja, v bistvu vsi smo bili zelo ponosni, ko so naše premagale Nizozemsko prvo tekmo. Res njim želela, da bo to njihov turnir te generacije. Ampak potem se jim je zgodila ta Angola, v bistvu,
kjer je bil verjetno nek psihološki pritisk potem, ker so izgubile tisto tekmo na tekmo s Srbijo. Ampak ne glede na to so imele Srbijo popravni izpit, žal se jim ni izteklo, na tisti tekmi so se res borile, malce sreče je zmanjkalo, da bi jih premagali in potem bi bilo vse drugače. Tako pa potem šlo po tistem porazu samo navzdol in težko se je bilo, nimamo takšne širine reprezentance, da bi imeli na vsaki poziciji po 2 enakovredne igralke, tako da je ta turnir tudi težko zdržati fizično in mentalno. Tako da, če se ti nekatere stvari ne poklopijo, potem je lahko zelo različen rezultat potem na koncu. Ne glede na to, jaz mislim, da so od začetka pokazali zelo spodbudno igro in če bi se jim še priključili nekatere mlajše igralke v to razmišljanje zmagovalno, jaz mislim, da bi se lahko v prihodnosti tudi marsikaj boljšega rezultata lahko nadejali. Katja, kako ste vi videli nastop na Japonskem? Ja, v bistvu je že tako vse Miša povedala, ne, jaz jim lahko glede na mladost pa izkušenost sam čestitam. Ob tem seveda velja opozoriti tudi na to, da bo Celje gostitelj tudi velikega reprezentančnega dogodka leta 2022, bo Slovenija na domačih tleh igrala Evropsko prvenstvo in zagotovo bo takrat nova velika priložnost te pa seveda tudi še mlajših generacij. Za danes hvala za obisk v studiu, uspešen drugi del sezone. Katja, vam želimo, da se seveda hitro, kolikor je to mogoče, vrnete nazaj na igrišče, kakor tudi vašim preostalim poškodovanim soigralkam. Drage gledalke, spoštovani gledalci, mi pa bomo po oglasih nazaj še v zadnjem delu središča nocojšnjega tretjega polčasa. Gradite, prenavljate, strokovnjaki iz Cinkarne svetujejo. Kako pravilno lepiti keramiko? Pri polaganju keramike razmere niso vedno enake, zato je potrebno s prstom preverjati nastanek kožice na površini nanesenega lepila. Lepilo nanesemo na toliko površine, kolikor ploščic lahko v tem času prilepimo. Za optimalne rezultate lepljenja svetujemo uporabo lepila Nivedur iz Cinkarne Celje. Za še več brezplačnih nasvetov in gradbenih nakupov na klik, obiščite spletno trgovino www.cinkarna-gradnja.si. Borza nepremičnin, nepremičninska agencija z dolgoletno tradicijo. Posredujemo pri prodaji vaše nepremičnine in ponujamo možnost odkupa. Sestavimo pogodbo za vse vpise v zemljiško knjigo, davčno in pravno svetujemo in še mnogo več. Naj bo promet z nepremičninami varen, zato zaupajte Borzi nepremičnin. Avtocenter Celeja je uspešno družinsko podjetje, ki že vse od leta 1995 zastopa in prodaja nova vozila znamke Opel, nudi dodatno opremo in rezervne dele, odkupujejo in prodajajo pa tudi rabljena vozila, opravljajo kleparska in ličarska dela, cenitev škodnih primerov in sklepajo zavarovanja za vozila. Najdete jih na Mariborski 107 v Celju, skupaj s poslovno enoto Avtohišo Jakopec iz Velenja pa uspešno pokrivajo območje Šaleške in Savinjske doline, Koroške in Celjske regije. Glavni moto Avtocentra Celeja je vsa ta leta: zadovoljen kupec je naš uspeh. Prihaja še večji in še boljši Agritech, največji strokovni sejem kmetijske in gozdarske mehanizacije pri nas. Celjski sejem od 29. januarja do 2. februarja. Takole po dveh rokometnih delih nocojšnjega središča pa bomo v zadnjem še košarkarsko obarvani. Košarkarice Cinkarne Celje so začele s tekmami v novem koledarskem letu in to so zaenkrat storile uspešno, kajti v državnem prvenstvu in mednarodni Vaba ligi na uvodnih obračunih v letu 2020 dve bolj ali manj prepričljivi zmagi. V našem studiu je Aleksandra Krošelj.
ena od košarkaric tega kluba in lahko bi rekla tudi povratnica po poškodbi. Aleksandra, dober dan, dobrodošli. V kakšnem stanju je noga in kako zaenkrat izgleda vaša vrnitev na igrišča po kar dolgi pauzi? Ja, res je, 2 meseca pa pol. Tako da počas v bistvu, kadar je preveč treninga, dosti preveč hitro skoncentriran na 2, kar boli, ne. Ampak tako da rab počas, kak del treninga spustimo, se prilagajamo, kakšne druge vaje, tako da počas. Za kakšno poškodbo je pravzaprav šlo? V bistvu stopalo, no, bil je implantarni fascitis, pa glavno je v bistvu edem kostnine. V tistem prazničnem obdobju je bilo tudi nekaj počitka, kako ste ga igralke izkoristile, je prišel prav? Ja, definitivno. Prav je prišel predvsem, se mi zdi, tujkam, no, ker res dolgo niso bile doma. Mi Slovenke vseeno imamo malo drugače, ker gremo domov vsak vikend, one so pa res rable. In smo si vzeli frejno. Jaz sem se vračala v bistvu teh 8 dni, sem delala treninge, ostale pa, kakor vem, so počivale. Začelo se je torej kar hitro po novem letu, najprej državno prvenstvo, gostovali ste v Grosuplju, ker ste dosegle prepričljivo zmago, tam ste tudi prvič zaigrali po poškodbi, mogoče najprej ocena tega dvoboja. Ja, super je bilo, no, v bistvu bile smo malo slabše fizično pripravljene, ampak smo tako čez tekmo stopnjevali, ogromno bojnih protinapadov in dosti rutinsko smo to zmagale. Zdaj smo šli pa Vaba, Banja Luka, tako da... Tudi tam zmaga na koncu za 19 točk, nekoliko težje je bilo kot na prvi medsebojni tekmi. Kako ste vi doživeli in pa videli ta obračun v prestolnici Republike Srpske? Ja, bilo je kar težko, no, ker smo se tukaj, pač vozili smo vse na isti dan, ne, noge so bile trde in res smo rabili tisti prvi polčas, da smo tudi malo slab začeli, mogoče, kakor bi pričakovali vsi skupaj. Smo res na egali igrali cel prvi polčas, potem smo se pa zbudile, lažje je bilo, zadihali smo, zadele par šutov, ko nikakor nismo mogli v prvem polčasu in tudi zmagali, no, kar prepričljivo. V Banja Luki torej zmaga Celjank, v naslednjih minutah poglejmo, kako je tekmo v Banja Luki ocenila ena izmed najmlajših članic celjske članske ekipe, Mojca Jelenc. Cinkarna Celje je v Banja Luki proti Orlovim nastopila oslabljena. Zelo se je poznala odsotnost poškodovane Andreone Kis. Celjanke se skozi celotno srečanje rezultatsko niso uspele odlepiti, zato pa so na koncu povsem zasluženo slavile zmago. Gostiteljice so jim do 35. minute dobro sledile, bile na 5 točkah zaostanka, pa vendarle so na koncu samo tehtnico nagnile izkušnje. V dresu Cinkarne Celje je Herslerjeva dosegla 23 točk, 16 jih je pristavila Dirova, 11 od Cvirkova, Ostojičeva, 10 Seničarjeva, 7, po 4 Kosturkova in Krošljeva, medtem ko je 2 dodala Debeljakova. Pri obrambi igrali smo bolj slabo, tudi v prvem polčasu so one zadeli veliko trojk, nam se je šele odprla v drugem polčasu. Malo se je tudi poznali, da nismo imeli 2 igralk iz prve peterke, ampak ja, dobro, da smo zmagali. Neugodno gostovanje bi lahko dejali proti nasprotniku, ki se je po novem letu ukrepil. Ja, po novem letu je bilo kar nekaj novih igralk, ampak smo se vsaj na njih dobro pripravili, ampak ja. Celjanke v mednarodni Vaba Jadranski ligi ostajajo v samem vrhu. To je več kot odlično v želji po uvrstitvi na zaključni turnir najboljše četverice. Naslednji teden imamo se pravi tudi Vabo proti Banovičem. Nazadnje smo jih premagali za 10, se mi zdi, in ja, ne smemo jih podcenjevati in tekmo probati zmagati. Še pred domačim sredinim obračunom z Banoviči bodo Celjanke merile moči v državnem prvenstvu. Nasprotnice bodo med vikendom Domžalčanke. Tekmo imamo v soboto, tako da upam, da bomo zmagali. Samo moramo popraviti se v obrambi in tekmo zmagati. Celjanke so se sicer med prazničnim obdobjem dobro spočile pred drugim delom tekmovalne sezone. Ja, časa za počitek smo res imeli veliko. Počasi prihajamo nazaj v pravo formo in
ja, upam, da bomo kmalu na pravi. V državnem prvenstvu je Cinkarna Celje še neporažena. Ja, takole, to je bilo nekaj odmevov po tekmi v Banja Luki, kjer celjski klub ni kar dolgo gostoval. Slišali smo eno izmed mlajših igralk, kako se te mlajše igralke uspejo vključevati v samo člansko ekipo, vam tudi pomagati na teh članskih tekmah? Ja, zagotovo mi je težko, če se sama spomnim, kako je bilo težko. Ta prvo, drug let je tako najtežji. Vsi se ti zdijo nekako boljši, vsi vse je nekako hitrejši, močnejši. Tako da v bistvu sam čas rabijo in Mojca in Marta in ostale in bojo zagotovo super igrali v naslednjih letih. Jim skušate pri tem verjetno pomagati? Ja, seveda, sploh na treningih je treba jih učiti, pomagati, kako žogo več jim dati, da poskušajo, da probajo. Tako da, ja. V Vaba ligi ste dosegle 10. zmago, imate 2 poraza, ste na vrhu skupaj z bolgarsko Montano. Kakšna je ocena zaenkrat nastopov v tem mednarodnem tekmovanju, ki se je prevesilo v drugo polovico? Ja, zaenkrat super, no, spet tako kot v bistvu že zadnjih nekaj let 4 ekipe izenačene, tako da bo zelo pomemben tale proti koncu, zdaj imamo še Banoviće, Kraljevo, potem pa se res začnejo še 2 tekme z bolgarsko ekipo, ki jih je treba dobiti, da pred finalnim turnirjem imamo čim višje izhodišče. Kaj so pokazale te tekme doslej s tistimi najboljšimi ekipami? Kakšno je razmerje moči po vaši oceni z obema bolgarskima ekipama, Budućnostjo, Kraljevim in ostalimi? Jaz mislim, da smo vsi dosti izenačeni, no? Ampak vidi se, da ko greš na gostovanje, je težje igrati, ker potuješ toliko ur, utrujen si in enako je, ko mi gremo in ko drugi pridejo k nam. Tako da jaz mislim, da bo to še do konca rednega dela vse zelo izenačen in bo potem res Final Four pokazal, kdo je kje. Final Four je vedno nekako zgodba za sebe, verjetno tudi letos ne gre pričakovati nič drugega. Kaj po vaši oceni lahko ta celjska ekipa tam stori? Pa jaz mislim, da veliko, jaz mislim, da bomo zdaj naslednje 2 meseca stopnjevali formo, delamo na tem, tudi na treningih, da čim hitreje vrnemo našo formo na najvišjo možno raven. In zdaj treba res samo stopnjevati do pokala, potem Final Four vabe in verjamem, da lahko naredimo super rezultat. V naslednjih dneh bo kar veliko tekem, najprej državno prvenstvo v soboto proti Domžalam, potem pa pokalni obračun z Ježico, povratna tekma četrtfinala, s katero že lahko nekako potrdite udeležbo na samem zaključnem turnirju. Ta tekma pa bo v ponedeljek. Ja, tako je. Mislim, da bo to zelo težka tekma, no, čeprav imamo neke prednosti iz prve tekme, ampak Ježica je res neugodna ekipa, pripravljajo se na nas, koliko smo slišali, že dolgo, tako da zagotovo računajo, da nam vzamejo to zmago, ampak ja, moramo skupaj stopiti in to zmagati. No. Celjski klub je bil 24krat zapored v zadnjih letih na zaključnem turnirju, verjetno želite to storiti še 25. Ja, definitivno, to je eden od osnovnih ciljev na vse 4 lovorike, v bistvu vse 3 lovorike dobitno, sploh 2 domače, tako da ja, Final Four je cilj. Potem pa po Ježici v sredo tekma proti bosanskim prvakinjam. Banovići bodo gostovali v Celju, že ste igrali na njihovem igrišču z njimi, za kakšno ekipo gre in kaj lahko pričakujemo? Ja, mene dol ni bilo, no, ampak imajo res dobro so se najdli skupaj, no, par nekih izkušenih in pa mladih skupaj, no, tako da zelo neugodna ekipa, zelo hitro igrajo, veliko šutirajo, tako da neugodne. Tudi celjska ekipa je kar spremenjena v primerjavi s prejšnjo zasedbo, zdaj je nekaj mesecev že za vami. Kaj lahko rečete v tej letošnji ekipi, tako na igrišču kot tudi izven njega? Ja, mislim, da tukaj sprememb, ko je bilo letos, jih verjetno sploh ni bilo še nikoli, odkar sem jaz tukaj, no. Ampak jaz bi rekel, da je to mogoče celo najboljša ekipa, ki smo imeli v zadnjih letih, ker imamo res vse pozicije in pokrite in vse, če smo res vse zdrave, no, kar se letos še ni velikokrat naredili, da smo res vse skupaj, vedno je bilo nekaj. Tako da jaz upam, da se Kis zdaj vrne, pa da končno zaigramo vse v polni postavi in sam rastemo iz tekme v tekmo. Zdaj bodo tisti odločilni meseci, ko se bo odločalo tudi o lovorikah. Ja, vedno po novem letu se začne, kot je vse znova v bistvu, vedno je ta počitek in pa začnemo znova in zdaj gre za res, zdaj treba mesec pa pol stisniti, potem pa itak pridejo že Final Four in vse skupaj.
Večina izmed vas ima seveda ob košarki tudi šolske, študijske obveznosti. Kako gre to skupaj, kako uspete to usklajevati na dokaj visokem, resnem nivoju? Ja, jaz sama tle v Celju na ekonomijo hodim in hvala Bogu je tako narejeno, da so vsa predavanja po večini popoldne, tako da meni v bistvu prav paše, ker so taka predavanja ponavadi od 3 do 7 zvečer. Priješ domov po kosilu, se spočiješ, greš na faks, malo odklopiš, greš na trening in dan je takoj okoli, tako da meni vse super laufa. Skratka, pogled naprej je, kot smo slišali, pozitiven. Ja, res je. Aleksandra Krošelj, hvala za obisk v našem studiu. Željo seveda, da dobro igrate tudi v nadaljevanju sezone. Drage gledalke, spoštovani gledalci, s tem pa smo do konca pripeljali današnji tretji polčas. Hvala, ker ste bili v naši družbi. V nedeljo seveda znova nasvidenje v naši oddaji Celjski športni vikend. Začela se bo 5 minut čez 15. uro s posnetkom rokometnega obračuna med Žalcem in Krimom. Prihodnji petek pa znova nasvidenje v naslednjem tretjem polčasu. Lepo se imejte, lep vikend in lahko noč.